Še enkrat dober dan. Kot sem že prej povedala, sem res vesela, da je danes z nami Breda Ilih Klančnik. Namreč tako, ko človek od zunaj gleda tvoje delo, kaj vse si pač počela od začetka v Umetnostni galeriji Maribor, pa potem z Moderno galerijo, pa cel kup enih monografij in postavljanja razstav. Ampak nekako tako, če preleti, s kom vse od umetnikov slovenskih, si se ukvarjala, je pa še ena zanimiva reč, da si pravzaprav, tako kot ene vrste taka raziskovalka, skoraj da detektivka, vsakega umetnika, s katerim si se pač srečala, pa ne je šlo za publikacijo, razstavo, karkoli, knjigo, vzela tako pravzaprav celo njegovo življenje, iz katerega obdobja je izhajal, kako je živel, s kom se je družil. Skratka, mogoče me je to na nek način, ko sem prvič gledala ta film, in jaz pač tega slikarja Josefa Bartolija nisem poznala, zdaj sem se malo podučila, ampak zame je bilo to, prvič sem slišala zanj, ampak sem se pa seveda spomnila na našega zelo pomembnega umetnika Zorana Mušiča in ob tistem, ko sem se na to spomnila in na njegov ciklus Nismo poslednji, ko smo skupaj še z Barbaro razmišljali, kdo bi bil lahko pač gost, s katerim bi se pogovarjala, mi je takoj prišla na misel Breda Ilih Klančnik. Namreč tako vidim ene take vzporednice in se jih bova tudi dotaknile, ampak vendarle preden greva k našim umetnikom, me zanima, Breda, da poveš svoj odziv na ta film. Zdaj videla si ga drugič, zdaj prvič na velikem platnu in tudi jaz, ko sem ga zdaj gledala tretjič, kako to res tudi pri animiranem filmu neverjetno, kako to deluje na velikem platnu ali pa doma. In prebrala sem v zvezi z režiserjem, on je drugače politični karikaturist in ga te teme seveda strašno zanimajo, zelo pozna zgodovino in potem sem prebrala tudi to, da kar se tiče animiranega filma, je to drugačna tehnika, ne gre samo za animacijo, ampak je tako skoraj, kot da bi stopala v galerijo in gledala od slike do slike, se pravi Josefa Bartolija. No, me zanima, Breda, kako si ti ta film doživela, predvsem najprej zdaj iz tega likovnega stališča. Ja, najprej bi se zahvalila za povabilo. Moram reči, da mi je v čas, da lahko nastopam v mojem v mojem kinu, mojem najljubšem kinu. Seveda so bile pa te ocene in ta ocena mojega dela kar preveč laskave. Sem pa hvaležna za ta izziv, ker sem se znova lahko pomudila ob avtorju, ki mi je bil zelo, zelo blizu. Dolgo časa sem se ukvarjala z njim in imela sem to srečo, da sem ga srečala tudi osebno. Seveda sva ob tem srečanju premlevala predvsem vtise, ki so bili povezani z Mariborom. Namreč Mušič je svoja šolska leta, bi rekli, nižjo realko in pa potem učiteljišče obiskoval v Mariboru, bil z Mariborom zelo povezan, kasneje že kot slikar, ki je zaključil Zagrebško likovno akademijo, se je povezoval tako z mariborskimi likovniki v klubu Brazda in hkrati z ljubljanskimi, tudi kolegi iz Zagrebške akademije, povezanimi v klub Neodvisnih. No, kot rečeno, midva z Mušičem sva se dotikala predvsem mariborskih tem, to je njegovega opusa, ki je nastal še preden je izbruhnila druga svetovna vojna, ki je posebej Mušiča odločilno zaznamovala. Naj citiram njegovo izjavo, ki sem jo slišala osebno in je bila večkrat tudi zapisana. Mušič je namreč rekel, da je postal slikar, umetnik šele z Dahavom. Šele ko je bil deležen te izkušnje, se je prebudila v njemu ta umetniško poslanstvo, da je takrat pač spregovoril, do takrat je bil, bi rekli, nem.
pa moramo že priznati, da je doživel veliko laskavih ocen s svojim delom že pred drugo vojno, ampak v resnici ga je svet spoznal pa res s tem ciklusom, katerega je že Irena poimenovala Nismo poslednji. Zelo simboličen naslov njegovega obsežnega slikarskega ciklusa in seveda tudi številnih grafik. Vse pa se je začelo seveda v Dahavu, ki ga je Mušič pod številko tam preko 128 000 zapisani, oštevilčeni taboriščnik iz te mašinerije zla, kjer je nastala že vrsta prvih risb, prvih vtisov. Žal so se te risbe, ki jih je bil podobno kot Bartoli, ki mu je prijazen paznik priskrbel papir, črtast papir, da je nanj risal, se je tudi Mušič dokopal do papirja, do svinčnika, do peresa, da je lahko že v času okupacije beležil te grozljive taboriščne vtise, takrat seveda precej risal, portretiral posamezne paznike in tako in si s tem še kakšno boljšo skorjo kruha pridobil. Opus, ki ga pa vsi poznamo in s katerim je postal slaven, pa je nastal šele v prvih dneh, ko so Američani osvobodili taborišče in seveda je moral takrat preživeti kar lep čas, kak mesec v karanteni in v taborišču samem in to je bilo zanj res prizorišče, kakršnega si danes težko predstavljamo. No, danes po ogledu tega filma spet malo bolj živo. No, in to je bilo Mušičevo delovno okolje, ko je risal, neumorno risal te vtise, ki so bili vse posod naokrog, gomile umrlih teles, že brez teh črtastih taboriščnih oblačil, gola telesa, ki jih je neverjetno subtilno doživljal in ki so veliko pozneje, ker tega taboriščnega obdobja seveda ni mogel nositi s sabo in preteklo je približno 20 let, da se je k zgodbi znova vrnil in z ciklusom Nismo poslednji zaslovel tako v Evropi kot onkraj oceana. Skratka, s tem si je pridobil res velik sloves. In moramo pa omeniti ob tem seveda še eno osebnost njegovega soimenjaka, Zorana Kržišnika, ki je po vojni, ko je bil tukaj pravzaprav persona non grata, po osvoboditvi se je sicer iz Dachava vrnil v Ljubljano, krajši čas preživel še na Golniku kot pljučni bolnik z začetki tuberkuloze. In ko je prišel iz Golnika znova v Ljubljano, so prijatelji mu namignili, da ni varno zanj tukaj, da je boljše, da se umakne. In tako se je umaknil najprej v Gorico in od tod potem v Trst, pa pozneje v Benetke, kjer je preživljal že tudi medvojni čas. In tukaj so ga tudi zajeli in poslali najprej v Rižarno v Trst, od tod pa vlak direktno v Dachau. No, in ko se je po vojni reševal iz te zatohle ljubljanske zgodbe, obstajajo dokumenti, obstaja pričevanje, ki ga je imenitno povzela Alenka Puhar v svojih zapisih, kako se je reševal iz Ljubljane in kaj od tod odnesel. Velik sveženj dahovskih risb, originalnih risb, ki so se na tem transportu med časopisjem, ko je reševal to svoje najdragocenejše,
izgubile, padle iz tovornjaka, tako da je prišel v Gorico brez te svoje dragocene, bi rekli, produkcije iz tega taborišča smrti in pojavilo se je v dnevnem časopisju kar nekaj anons, v katerih je poskušal poštenega najditelja drago poplačati in nagraditi, če bi mu risbe vrnil. Mušiču se to v življenju ni posrečilo, da bi do teh risb prišel. Verjetno ste spremljali v tisku, kako je pred nekaj leti bilo odkritih v Trstu kar večja količina teh risb, no se so bile potem tudi v Moderni galeriji pozneje razstavljene. Nekaj risb je poklonil svojemu kompanjonu, nekaj mlajšemu Ivu Gregorcu, s katerim sta ohranila stike, tudi pozneje v življenju. Ivo Gregorc je bil prebežnik potem in bil kar uspešen v Švici. No, Mušič pa, kot vemo, je povojna leta do svoje smrti preživljal razpet med Benetke in Pariz. Ja, to se vidi, a ne, v tem, kar si zdaj prepovedovala. Zanimivo je tudi to, kar se tiče Kržišnika, a ne. Zdaj v tem filmu mi ne vidimo, a ne, kako so pravzaprav te risbe, namreč tudi Joseph Bartoli je potem ravno v tistem času, ko ga je v Mehiki obiskal ta njegov francoski prijatelj, žandar, a ne, Serge, izdal knjigo s temi risbami. In v bistvu zdaj, ko gledamo film, ne, po eni strani je seveda tukaj izraz režiserja Orela, kako prikazuje pravzaprav po eni strani predvsem življenje v taborišču. In ko sem na začetku omenila, da gre na nek način za zgodovinski animirani film, je pa po drugi strani ta film zelo film tudi v današnjem času. A ne? Vsi mi, tudi tisti, ki smo vseeno malo mlajši, pa nismo doživeli vojne, pa vsega tega dogajanja povojnega, pa vendarle doživljamo zdaj v zadnjih teh letih, a ne, in žice, in begunce, in na nek način taborišča, bolj sodobna. A ne. Tukaj seveda sledimo temu, kako so pač v času španske državljanske vojne prebegnili, a ne, tako anarhisti, kot komunisti, kot republikanci, a ne, kot je bil Joseph, in pristali v teh francoskih taboriščih. In seveda taborišča so si pač podobna v tem. Ljudje so iz različnih razlogov, iz hudih razmer prišli nekam, kjer so upali, da se bodo rešili. Tle se soočamo seveda z vsem, kar se dogaja pravzaprav v vsakem času, v vsaki vojni. Hude lakote, hudega tudi teh sadističnih pristopov teh nekaterih francoskih žandarjev, tudi odnosa do črncev, skratka, zelo veliko tem se ta film dotika. Me pa zanima, Breda, kako ti vidiš, tukaj gremo skozi nek likovni izraz, ne? Kako si to ti videla v tem filmu, kako je bilo to prikazano čist iz likovnega stališča? Ja, praktično ni razlike med tem, kar je doživljal Mušič pod Hitlerjevo senco, bi rekli, če si sposodim naslov razstave, ki je bila pred leti postavljena v našem muzeju novejše zgodovine, oziroma takrat še ne, pred tem muzejem revolucije, in pa med Josephom, ki je bil pa žrtev Frankove sence. Vsekakor je veliko vzporednic, ki so dajale snov tako Josephu kot Zoranu, po drugi strani, ker sta bila seveda oba žrtve teh taboriščnih razmer. In danes seveda to občutimo, ali pa vsaj dnevno smo s tem bombardirani, žal, in moramo spet ponoviti ta naslov Mušičev, ki je znova aktualen, nismo poslednji. Ampak Breda, mene se je tako, ko sem jaz ta film prvič gledala, in zdaj mogoče, ko sem ga tretjič, sem videla še neke detajle, ki jih prej nisem, zelo globoko dotaknilo to, kako je pač pri nekaterih ljudeh, ki so ustvarjalci, in tudi pri nas, ki nismo, kako ti lahko to, da
recimo stik z umetnostjo ali pa nek izraz ali pa nek razmislek skozi v tem primeru likovno govorico, likovno pripoved, da moč, da preživiš nekaj tako grozovitega, ki si v resnici ne moreš niti predstavljati. Kako ti vidiš recimo ta likovni izraz, likovno pripoved, ne mislim zdaj konkretno, bodi si na Mušiča, bodi si na Bartolija, ampak kako lahko skozi to likovno pripoved si kažemo smer ali pa zapik ali pa izpoved, pravzaprav, da sploh lahko preživiš te grozne stvari, ampak hkrati tudi nekam, kako se obrniti v tem svetu, kako preživeti. Kako ti to vidiš? Ja, za umetnika, tega, ki smo ga srečali zdaj na filmskem platnu, ali pa po drugi strani Mušiča, ki ga poznamo po njegovem opusu, ki nam ga je zapustil, lahko kar z enim stavkom rečemo, da je bila to rešitev, da je bil to beg iz najhujših razmer, lakote, bolezni, trpljenja, trpinčenja. Hvala Bogu, da to ga je res. umetniki Je pa tudi zanimivo imajo, to, ko smo se zadnjič dobili in se pogovarjali tudi v Mušiču. Na nek način tukaj je imel Giuseppe, a ne, srečo, da je naletel na tega žandarja Serža, ki mu je na nek način pomagal. Pomagal najprej to, da je sploh, in zakaj mu je tudi? V bistvu je on nekaj v tem pač nekaj doživel, eno človeško, ne vem, milino, lepoto. In podobno je bilo, a ne, pri Mušiču, morda še, zdaj pač še bolj nekako, da je ta čas preživetja v taborišču bilo za njega lažje, tudi na nek način zaradi ljudi, ki so bili z njim in so videli to, mogoče so velike besede, a ne, če rečem umetniško moč, ampak vendarle je to šlo za to. Ali pa umetniški izraz. No? Lahko mirno potegnemo vzporednice, tako kot je pri Josepu dober žandar, pravzaprav iz druge strani, bodeče žice, ki mu pomaga, ki ga oskrbi s papirjem, ki mu skratka vliva neko moč in poskuša tudi njegovo zaročenko najti in mu to željo izpolniti, da bi zvedel kaj več o tej svoji noseči izvoljenki, o kateri usode pač ne ve nič. No, Mušiču se je dogajalo podobno, tudi on je naletel na kakšnega angela v okviru taborišča, ki mu je priskrbel neko mesto, da je bil v tovarni, kjer je lahko se malo ognil kakšnemu hujšemu in težjemu delu, predvsem pa, da se je iz taboriščnih barak lahko umaknil in tam risal. Zaznali so tudi pomembni kapoti, recimo v tem okviru, ta njegov talent, pri njem naročali kakšne portrete, tudi krajine. Skratka, z svojim poklicem si je lahko prislužil en delček svobode tudi v teh popolnoma nemogočih razmerah. Žal ta del opusa seveda ni ohranjen, so ga odnesli ti tako rekoč rabli pod navednicami seboj, ali pa portretiranci, taboriščniki, ostalo je le nekaj zelo realističnih portretnih risb s svinčnikom, jasno o kakšnih oljnih portretih v teh razmerah ni bilo govora. Recimo nekaj teh portretov je bilo ohranjenih in so tudi evidentirani, bili tudi večkrat razstavljeni in tako. Drugače pa glavnina tega opusa, ki takrat seveda ni imela tega naslova, nismo poslednji, nastala prve dneve po osvoboditvi taborišča Dachau. In k temu se je umetnik vrnil po kar precejšnjem predahu, no, o tem je imenitno pisal tudi kolega Tomaž Brejc, kako je taka travmatična izkušnja za umetnike tako neznosna, da jo za lep čas pokopljajo v sebi, da o njej ne govorijo, ne pišejo, tudi ne rišejo, ne slikajo in nič podobnega. No, tako se je Mušič reševal s svojimi imenitnimi konjički, s katerimi si je že sredi 50 let minulega stoletja
pridobil slavo, se pravi, niso bili še ti njegovi mrtvi kompanjoni iz taborišča, nismo poslednji njegov zaščitni znak in njegova slava, ki je segla tudi onkraj Atlantika. Ampak je to, kot rečeno, kar za lep čas. Približno 20 let pospravil v svoje najgloblje predale in obstajajo pričevanja, zdaj že tudi pokojnih kolegov umetnostnih zgodovinarjev, kot je bil recimo Tomaž Šalamun, ki je skupino svojih kolegov umetnostnih zgodovinarjev, takrat mladih, zvedavih fantov, obiskal Mušiča v Parizu in takrat je Mušič potegnil iz enega od svojih predalov te risbe dahovske in takrat je prvič pokazal precej mlajšim Slovencem, kaj je v tem času nastalo. To je bilo tudi mogoče zanje na olajšanje, da lahko to pokaže, da o tem spregovori. Obstajajo pa tudi pričevanja, kako je bil Mušič tam nekje v 70-ih, 80-ih povabljen na eno oddajo, francoska televizija in francoski radio sta to prenašala in žrtve nacizma zbrala, da bi obujali spomine. In ko je prišel na vrsto Mušič, ko je bil pred njega porinjen ta mikrofon, je nastal zelo, zelo dolg, mučen trenutek tišine, ker preprosto ni mogel spraviti sebe besede. O tem so pripovedovali tisti, ki so skratka intervjuvali umetnika, da je bilo to nekaj tako morečega, tako težkega. In tako je ostalo v njem to zagotovo do zadnjega diha. Breda, to, kar si zdaj pripovedovala, ne, ko se ob takih, recimo, ko sledimo enemu umetniku, recimo, ki je tako zelo potem priznan in ustvaril tako veliko dela, se zavemo, kako grozne so te izkušnje za vsakega človeka. Ampak da v glavnem o njih zelo težko govorimo, hkrati je pa meni to pretresljivo, da se v vsakem trenutku, čisto v vsakem trenutku, dogajajo zelo podobne reči, zelo blizu nas, včasih se nam je zdelo, da je to daleč, daleč, zdaj vemo, da smo pač, da je to svet je eden. Se mi zdi pa še nekaj, predno dava besedo gledalcem, v dvorani nekaj zanimivo. Ne? Tukaj gre, se pravi, za te realistične risbe iz tega obdobja, ne, pri Josefu, ko je bil v taborišču in iz tega je potem nastala tudi knjiga. In pri filmu je zanimivo tudi to, kako se selimo, ne, iz teh različnih časov, se pravi, takoj, ne, ko so šli v taborišču, potem današnji čas, ne, ko vnuk Valentin se pogovarja s svojim dedkom. Prilepi izvirno risbo. No, to bi se še pol dotaknila, to je prav nenavadno, kar me zanima, kaj misliš o tem. Ampak tudi to srečanje, se pravi, s Frido Kahlo, to dejansko, Josef Bartoli je z njo si dopisoval, prijateljeval, šlo je tudi za taka ljubezenska pisma. No, ampak v tem filmu, konkretnem, animiranem, je pa to tako, tudi film, kljub temu, da se dotika tako težkih tem, in seveda vmes tam, ko gre za tista posilstva, ko gre za tega njegovega prijatelja, anarhista Heliosa, ki ga potem ubijajo, ker je tako, so mi bile dve stvari zanimive. Ena, kaj je govoril Josef tam, ko je prišel ga ta prijatelj v Mehiko obiskat, da v bistvu je to splet naključij, na kateri strani si, kaj bi počel, ne to, ko sta se pogovarjala o Trockiju. In druga stvar mi je bila zanimiva, pa me zanima, kaj ti meniš o tem, ko je Frida Kahlo, ko ga je slikala, ko sta se pogovarjala o barvah, ko mu je govorila, da vsaki, to, kar v teh rastlinah pripovedovala, da delujejo srebrne, pa vendarle gre za te barve in kot bi šlo v partnerskem ali pa ljubezenskem odnosu za neko dinamiko. Pa me zanima, kako si pa ti to doživela. Vse je bil imenitni citat vmes, ko osvojiš barve. Ja.
premagaš strah. No, to se mi je zdelo. In tudi v tem izvrstno narejenem animiranem filmu je vsaj po likovni plati toliko kontrastov, kdaj so posamezne sekvence zažarijo v barvah, kdaj so v grizaju, se reče v sivih odtenkih, kot je pač zagotovo sivo in grozljivo in da ne rečem temačno, črno, samo take prilastke lahko temu nalepimo, eno taboriščno življenje in onkraj žice pa barve. Že tako je tanka deklica s kužkama, ne, pa z zmajem, pa je v bistvu kaj isti je čas. za žico, tako. Na eni strani tudi tile barviti otroški zmaji, ki jih spuščajo, optimizem, veselje, pa seveda kaj. Pa vključno, ne, kot tudi v samem taborišču. Je pa ena sama, vse je barvita, ne. Pa tudi, kadar je šlo recimo potem za ples, ne, kako so se te stvari prepletale z barvami. Tudi seveda ta melos, južnaški, španski, Mehika. Skratka, ta dvojnost, že samo v koloritu, po eni strani grizaj, bi rekli črno-belo, po drugi strani ognjevita, temperamentna Frida in njen barvni svet, imenitno pokazano. Citatov pa toliko, tako da bi lahko že z vseh teh dialogov sestavil, pa seveda podloženo s to glasbo. Glasba je čudovita, ja. Imenitno se vse lepo prepleta in film bi moral videti kar nekajkrat, da bi vse citate, ki jih je... No, se film je dobil kar nekaj nagrad, ne? No, popolnoma zasluženo. Zdaj pa mogoče res čas, ne, da dava vam besedo, tako da kar, ali da odmevate, ali vprašate kaj, Bredo, karkoli, komentirate. Kdo bi kaj dodal, rekel, vprašal? Ja, dajte, gospod. Ja, vedno se moram najprej zahvaliti za tak čudoviti zbor filmov, ne? Tako da, in pa gosti, ki je tako lepo opisala to svoje doživetje Zorana Mušiča in tega. Jaz bi tu mogoče spomnil še na to, da je ta Mušičev naslov cikla, nismo poslednji, ne? Je tako nekako vizionarski, ne? V tem svetu, ne? Pa tudi mogoče na kratki rok, ne? Ker jaz sem pa uspel videti tudi en cikl Marjana Tršarja, ne? Nažalost iz enega drugega koncentracijskega taborišča. Teharje. Ja, in moram reči, da so ravno tako pretresljive in vedno enake te zgodbe, ne? Bi pa ob tem, ker nisem poznal tega avtorja, ne? Sem pa pazil na koncu na odjavno špico in tam se režiser zahvaljuje oziroma vrsti ljudi, ki so sodelovali, omeni pa tudi, da je 10 let svojega življenja posvetil raziskovanju avtorja, ne, Bartolija. A mi lahko mogoče kaj o tem poveste, ne? To se pravi, meni neznan avtor, pa nisem nek poznavalec, ne? Ampak tako močan, izrazno in pa naprimer v katerih drugih segmentih likovnega ustvarjanja mogoče še lahko poiščemo njegova dela. Hvala lepa. Ja, to je meni, Breda, nenavadno, ne, da recimo vendarle, mislim, da večina med nami tega avtorja ni poznala. Ne. Zdaj, ko jaz, pa seveda, jaz sem se samo pripravljala na ta film in še zdaleč ne morem reči, samo pokukala sem, ne, kar je dostopno na spletu, ne. In sem bila pač presenečena, ne, ker pravzaprav je bil tudi on, celo dobil je nagrado, Rotkojevo nagrado, dosti uspešen avtor, ne. Ampak to je pravzaprav mogoče tudi, kako ti to vidiš, Breda, to je vendarle, čeprav smo tako nekako povezani vedno bolj, pa ene stvari gredo mimo. Ja, žal. Tudi jaz moram ponižno priznati svojo nevednost in da sem se s tem avtorjem srečala zdaj prvič. Je pa res zanimiva vzporednica našemu Mušiču in navsezadnje še to, kako sta pravzaprav na tujem doživela tako eden kot drugi slavo in da so se jima najprej poklonili na tujem, Bartoliju v Ameriki, Mušiču v Franciji in Italiji. Ja,
Kako pa to vidiš, recimo, ker to, kar si prej omenila, ko je pač Valentin že malo, ko je še bolj dorasel, tudi on je bil pač ustvarjalec, ne vemo, kaj se je pravzaprav s tem vnukom zgodilo, ampak ko je šel v New York, na to razstavo, tudi moram priznati, da sem danes, ko sem tretjič gledala ta film, nisem recimo nič se poizvedela o tej galeristki, da bi, verjetno je bila to neka njegova prijateljica, tako da o tem nič ne vem, morda, če bi njeno ime poiskala, bi več zvedla, o tem odnosu, ona je bila očitno velika poznavalka, Josefa Bartolija, ampak vendarle, to, da je on obesil, to risbo, potem kar tja na razstavo in to je bilo tako majčken, kako bi se rekel, komično narejeno in hkrati tako, da daje en žmog zgodbi, Ja, se je tudi film, če bi se na dialoge ali pa komentarje osredotočili poln takih pomenljivih besed, da bi jih lahko res objema pripisali, oziroma opazovalcem enega ali drugega opusa. Neverjetno, meni se je najprej zdelo nenavadno, se je rekla, no, Mušič pa res z animiranim filmom ni imel nič, Ampak kako je možno tako vsebino, tako poglobljeno, pa kljub vsemu z določeno in to neprekoračeno mero humorja, kar je seveda olajša okoliščine v vsakem primeru že v naših teh dnevnih tegobah, kaj šele v tako resnično neznosnih časih, razmerah, ki so res na robu preživetja. No, me zanima, kaj bi tudi en Mušič rekel na to, če bi lahko danes si ogledal tak film, če bi, kaj bi rekel na to, da ga v tako kot nek dvogovor spravijo z umetnikom. No, pa še to mogoče, da recimo je Mušič Španijo doživel. Kot mlad umetnik po zaključku študija na Zagrebški akademiji je na svet ali pa spodbudo profesorja Ljuba Babiča obiskal Španijo. Zato si je pridobil pomoč tako mariborske občine kot Ljubljanske narodne galerije in takratnega direktorja Ivana Zormana in odšel v Španijo. No, v biografiji je do nedavna bil zelo napačno interpretiran podatek, da torej šel je leta 1935 Mušič v Španijo in naj bi ga pregnala španska državljanska vojna. To seveda ni res. Obstaja korespondenca s svojim kolegom iz Zagrebške akademije, res prijateljem do Sedejeve smrti. Z Maksimom Sedejem si je dopisoval v tem času, ko je 3 mesece, žal samo 3 mesece, bil deležen Španije. Ja, pa še imel je določeno nalogo, da je upravičil to štipendijo, je moral kopirati dela Goje, Velasqueza v Pradu, šel je tudi v Escorial, ampak v Madridu je preživel tiste 3 mesece in potem je priznal kolegu Sedeju, da ga je tako neznosna vročina pregnala od tam, kar je bolj banalen vzrok. Ampak kakorkoli, omenili smo Gojo, ki ga je Mušič kopiral. No, že tu so neke zelo slutne napovedi, poznamo njegovo usodo, njegove Desastros de la Guerra. Tudi on je moral prečkati to mejo in je v Franciji potem preživljal svoje v izgnanstvu, gluhi mož na meji, v gluhoti, ki ga je prizadela, in je preživljal tam pač svoje zadnje dneve. In Mušiču se je zgodilo pa nekaj podobnega, kar je za
likovnega umetnika še bolj strašljivo, da mu je na koncu opešal vid. Podobno kot pri Josefu, ne? To sem tudi pomislila. No, tako, tudi najde človek vrsto paralel, čisto fizičnih in takih. No, ampak, če se vrnemo mogoče k filmu samem, se mi zdijo predvsem zanimivi po likovni plati res ti kontrasti. Te silne barvitosti, ki vliva tudi optimizem, in pa tega že omenjenega grizaja, skratka te črno-bele pripovedi, risbe, ki je osnova vsake likovne umetnosti, šele potem pridejo barve. Najprej je bila gospa Irena, pa še vi seveda. No pa bo najprej gospa. Naprav, ker smo tle spredi. Ja. Mogoče malo skrenem iz teme, čist druge stvari bi mogoče še malo povzdignila v tem smislu, da ta stari Serž, ne, pravzaprav je že na pol mrtev, ne, odhaja, ta mama pravi, da se je najbrž še umrl, ne, ker ti bo odprnem zdaj in tako naprej. In kako lepo ta zgodba pride na vnuka, ne, potem. To se mi zdi, ki tudi sam pač umetnik in hčerka ga ne bi razumela, ali pa ta, ne, ali snaha, ali kar je že bila mama. Mama naj se mudi, pač je v toku življenja, ne. Ta vnuk pa je pač malo po sili razmer, malo pa tudi potem po zanimanju, ne, prišel in do slike in do cele zgodbe pravzaprav, ne. Tako, koliko je zgodb pri nas, v starejših ljudeh, ki pa mogoče tudi ostanejo tako, ker nekje odidejo pravzaprav z ljudmi. To tudi se moramo truditi, da to naprej dajemo, kar pač imamo zadata, ne, tako, ali pa prisluhniti drugim, ne, da slišimo še kaj, tako da neko bogatstvo, da ne odide kar tako, to se mi zdi, no, in potem tudi kako pač različen pogled na to sliko, ne, ko je on hotel sliko vzeti, ko mu jo je dal, ne, mama, ne, te svinarije ne boš domov nosil, ne, tako, to se mi je zdelo tako, no, pač. Ja, to ste tako zdaj lepo povedala in me spomne na tisto, življenjsko, no, ko ste se Serž pa Josefi pogovarjala tam v Mehiki, a ne? Ali je bilo, ne, to je bilo že prej, še predno je pobegnil. Sta se mi zdele dve pomembni stvari. Ena je bila ta, da je odvisno, kako človek vidi to lepoto, kako zagleda, a ne? Da odvisno, v katere roke to pade. In še ena pomembna stvar se mi je zdela, se pravi te, ki so bili žandarji in tudi ta dedek pove svojemu vnuku, da je počel tudi grde reči, čeprav potem, ko mu je povedal, kaj vse se je zgodilo, a ne, kako je pomagal in ko je vnuk tako pač videl, da je bil pravzaprav junak, to se mi je zdelo še kar ganljivo, a ne, kako je videl. Ampak potem v pogovoru se reče, da se vprašaš, koliko časa boš izpolnjeval ukaze. Kdaj boš nekaj naredil v smislu neke človečnosti. Zdaj pa mogoče vi. Pozdravljeni obe, našo današnjo gosto še posebej. Z njo sem imela srečo prepotovati kar nekaj sveta, pa tudi v Trst sem bila takrat povabljena zraven, smo šli na izlet pogledati te znamenite risbe, ki so jih našli, mislim, da v mapi nekega tržaškega društva. In so bile takrat prvič razstavljene, pozneje pa tudi v Ljubljani. Tako da je moja dobra znanka današnja gostja in sem jo zelo vesela. Njeno poznavanje Mušiča je res imenitno, tudi drugi verjetno veste, da je, no, ko je bil gospod Mušič živ, je bila v Moderni galeriji razstava, za katerega je, mislim, skupaj s sodelavci Breda Ilih Klančnik pripravila. Samo toliko bi korigirala, to je bilo že po smrti. Ob stoletnici rojstva, ja. Ob stoletnici. Ja. Katalog rezoni, če se prvo reče, ja, ali nekaj tacka. Vsaj za zgodnji del opusa, ki ga Mušič ni ravno maral, ja, pozneje, kot smo rekli,
Breda je vedno skromna in Ja, deli. njegov citat spregovoril sem šele v Dahavu, no. Ja. Ampak ob tej priložnosti se mi je posrečilo vključiti na razstavo kar lep del njegovega predvojnega opusa, ko je, kot smo omenili na začetku, deloval tako v klubu Brazda in med neodvisnimi, no, se je bil vodilna osebnost neodvisnih, njegov zapis je v manifestu te skupine še danes možno prebrati. No, midva pa sva se bom se natanko spomnila, to je bilo 1989-90 maja, smo se srečali tukaj v Moderni galeriji, takrat je bil direktor Jure Mikuš. No, in še ta usodna pot in moj premik iz Maribora v Ljubljano. Mene je kolega Mikuš povabil v Moderno galerijo, prej sem delovala v Mariborski umetnostni galeriji, prav z nalogo, da raziščem zgodnega Mušiča. Mušiča pred Mušičem, kot so rekli nekateri. No, in zanimivo, da se je veliko tega zgodnega opusa pozneje znašlo tudi v priznanih tujih katalogih in da se zdaj ta del opusa prikazuje tudi v novih in novih publikacijah, ki izhajajo. Pred nekaj leti je bilo recimo v muzeju Leopold na Dunaju prikazan kar lep del te njegove produkcije iz tega časa. Saj vemo, iz nič ni nič, nekaj je na začetku. In če je tudi nebogljeno, pa kar ni v tem primeru, konec koncev gre tukaj že za izšolanega umetnika, ne vem, zakaj je imel tako averzijo do tega obdobja. Potem so tudi drugi strokovnjaki priznavali, da so začetki seveda bili spodbudni, takrat že tudi nagrajevani. Vsekakor pa, kot smo že nekajkrat podčrtali, je ciklus Nismo poslednji tisto, kar mu je zagotovilo večno slavo na področju likovne umetnosti. Ja, res je. Ampak hvala še za ta dodatek. Bi pa vseeno nadaljevala tam, kjer je začel naš prvi govornik. Pri naši nevednosti in nepoznavanju slikarja, o katerem govori današnji film. Tudi jaz do tega trenutka oziroma 2 dni, 3 dni nazaj, ko sem pogledala, kaj bo na sporedu, o Josefu Boreliju nič nisem vedela in še zdaj sem ignorant, kot rečejo. In veliko sta že vidve povedali, tudi kako je film narejen, na kakšen način. Smo lahko spremljali to zgodbo in skupaj odkrivali tega umetnika, za katerega pač večinoma od nas prej ni slišala. Me pa zato, da lahko poiščem to tudi v Googlu potlej po filmu, ampak verjamem, da je naša voditeljica to že opravila. En kratek siže o Boreliju, zlasti ta del, ki ga film bolj površno dotakne. Ne? Film je vendarle poudarek na prvem delu, njegovi taboriščni izkušnji, potem pa zelo bežno prikaže preostanek njegovega življenja. Očitno je emigriral potem še enkrat v Mehiko in kako se je srečal s Frido Kahlo in nekaj tako zaokrožen pogled o Boreliju, verjamem, da bo vsem nam, ki smo film gledali, to koristilo. Ja, sej, to sem prej že gospodu rekla, da zdaj se pravim, nisem jaz toliko raziskovala, sem pa seveda na Googlu in tako, kot bi mi vsak od nas, in so pravzaprav te podatki razmeroma skromni. Razmeroma skromni. Kaj ni slaven v svetu? Mislim, Južni Ameriki. On je dobil recimo nagrado Marka Rotka, se pravi, to je kar pomembna nagrada. Tudi, to sem seveda prebrala, on je pol tudi živel v New Yorku. Kot karikaturist deloval. Ja, kot karikaturist, kot ilustrator. To se mi je zdelo zelo zanimivo, tudi če povežem s tem filmom.
Namreč jaz drugače, a ne, sem urednica otroških knjig, pa sem bolj v stiku z ilustracijami, ne, in to pa mi je bolj domače, ne, in seveda mi je potem bilo zanimivo, da je pravzaprav se s tem preživljal, da bi pa zdaj toliko o tej njegovi, recimo, da bi lahko prebral, verjetno, če bi se bolj potrudila, a ne, da bi našla še kakšne podatke in gotovo obstaja kakšna monografija, ampak tole gospo, a ne, to galeristko, sem pa šele danes pri tretjem gledanju tako zapazila, če bi prej njeno ime si zapisala, bi morda preko nje prišla do več podatkov. Ne. Kdaj je pa umrl? Umrl, to pa imam točno, leta 95. Mislim, kje je možno videti njegova dela? V Španiji? Še to mogoče, to pa sem našla. Okay, on se je rodil leta 1910, se pravi eno leto za Mušičem, a ne, umrl je pa prej, precej prej, in leta 95. In on je seveda šele po Frankovi smrti prvič obiskal Španijo. Kot mnogo teh, ki so se pač izselili, sej tukaj se mogoče lahko dotaknemo tudi tega, a ne, no se zadnje, šele par let nazaj so pravzaprav prekopali te posmrtne ostanke Franka in ta odnos, ne vem, če se bomo danes toliko lahko dotaknili, a ne, kako so te stvari še vedno žive, kako so to zapletene stvari in pravzaprav tudi zdaj v tem času, po vsem svetu, a ne, kako se pravzaprav spet pojavljajo od neofašistov, neonacistov, skratka, res zame osebno je to še kar pretresljivo. Kljub temu, da imamo toliko vedenja že o tem, toliko smo preživeli in videli, kaj vse se dogaja, se vedno znova dogaja in kot da je ta svet, ne vem, kdaj se bo to premaknilo, vendarle mogoče, da se ne bi to kar naprej dogajalo. Tako da mene žal ne znam in da bi vam več podatkov, a ne, o tem slikarju povedala, kot tele skromne, ne. Tako da bom moral vsak to pot ubrati sam. Bi še kdo kaj vprašal, povedal, mogoče pa kdo že kaj raziskal, ali pa nasplošno v filmu, ali pa vprašanje za Bredo. Ja, bom samo majčkeno uro pogledala, mene vedno znova kar zapelje tale ura. Mogoče greva vseeno zdaj, Breda, še na tole. Hvala, Irena, no. Tudi glede, se pravi, kako je to skozi likovni jezik, a ne, se dotaknemo, se pravi, časa, ki je mimo in časa, ki je zdaj. In kar je meni pomembno, je to, da kako lahko pravzaprav, se pravi, zdaj pa stik z vso umetnostjo, se pravi, tudi s filmom, ti na nek način pomaga pri tem, da lahko določene stvari uzreš, jih vidiš, jih morda bolje razumeš. Si jih razložiš. Si jih morda razložiš, ali pa se ti vsaj postavijo vprašanja, tako kot so se tudi nam zdaj. In eno je to ta izraz, kako živimo, a ne, pripoved o tem, kako živimo, drugo je pa tudi iskanje nekega smisla. Kako ti vidiš te reči? Ja, zagotovo. Jaz sem zdaj že kar nekaj časa mi je brodla po glavi ena drobna rdeča nit, ki jo v nekem simboličnem predmetu zaznamo, tista rdeča nitka ob tem vžigalniku njegove Marije. Zaročenke, ne? Ja. Droben detalj in takih nadrobnosti je v filmu tako veliko, da je en samogled absolutno premalo. To so pa ta drobna naključja, ki si že tudi prej omenila, ki v bistvu, kako te potem, to, kako si bila povabljena, recimo tudi ti v Ljubljano, kako so včasih te rdeče niti, lahko jih je več, kako povežejo določene stvari in kako to včasih, tudi to, kar je on sam rekel, Josef, lahko bi bil pa on na kakšni drugi strani, a ne, kako je to, ne veš, kako se ti življenje obrne, a ne. No, in to v zvezi z to njegovo zaročenko in recimo tudi to, zdelo se mi je tudi lepo prikazano, kljub tem groznim situacij, predvsem hude lakote in tudi, bi se rekel, sadističnega izživljanja teh žandarjev v tem taborišču,
kako so se znali vse in te ljudje med sabo pač povezati, Ja. se Na predati piedestal veselju. postavljena človečnost. Tako, no tako, to si pa tako lepo rekla. Tako da to se mi zdi pa kar en tak dober, se reče, pika na i, da lahko s to človečnostjo v tem trenutku, a ne, bi se jaz pač zahvalila najprej tebi, Breda, a ne, za Hvala pogovor filmu. in predvsem filmu in tudi vam, a ne, in hvala vsem, a ne, in se srečamo januarja.